Danes ne bomo plesali v temi kot Bruce Springsteen, ampak bova z Žigo v štali na Radio Fantasy spet malo pošimfala dogajanje kmetije, ker Žiga, jaz vidim, da zdaj pa ste začeli pa fantje malo pluvati na karbit. Ja, res je, dobro jutro, Savinjska dolina. Dobro jutro. Ja, kje so efekti? Brr. Ni efektov. Dobro. Ne, danes ne. Danes je samo dež. Danes je samo dež, a ni dovoljšen efekt. Lej, očitno smo dovolj opravljali, da smo priklicali tudi dež. Ti nekaj povem, da glede na to, da imamo aprilsko vreme, je vreme še edino, ki se drži svojega zadanega urnika, ker vse ostalo je. Ej, ampak, Žiga, štalica, šla je ven Ema. Tako je. Tako je, to je, ti gledalci, ki spremljajo to, bojo zdaj imeli malo več miru, ker ne bo nekoga, ki se skozi nekaj pritožuje. Naša Ema, kakor je rekla, je bila v kmetiji slabša, kakor je zunaj. Jaz verjamem, sicer ona je iz Novega mesta, to je tako kot Trbovci, a veš, kakor je Franc Trbovc, so Namvaščani tudi posebni, a ne? Ne, midva sva pa čist diht, boš rekel. Midva sva totalno diht, midva lahko gotovina ali kartica? Gotovina ali kartica, ja, seveda. Cash only, a veš. Ja, no, v glavnem, ja. Tako da mislim, da se je gospa Ema malo podcenjevala nasprotnika in jo je lepo, uspešno gospa Aleksandra premagala. No, ko sva že ravno pri Aleksandri. Ja. Naša Tojči se je zagovorila, da naj bi bila Aleksandra dejansko zmagovalka kmetije. Sicer jaz tega ne smem povedati, ampak v današnji kmetiji je res je. Danes bo na televiziji Aleksandra zmagala v enem dvoboju. Mogoče je to miselno. Aha, okej. Ja, reč pa z Aleksandro sva se midva ful dobro razumela, malo manj z našo Emo. Mogoče se mi samo preveč modroval. Ja, si imel kar take modre misli, Ja, res je. modre pripovedi. V glavnem, ja, z Aleksandro sva veliko nabirala zelišča, pa kadila sva žajbelj. Ja. In pa sva navadila vse ostale kaditi te... Mislim, a ti se zavedaš, da kajenje škodi zdravju in da žajbelj verjetno vdihavati, no, čeprav žajbelj je Mogoče, kaj? celo zdravilen. Tego pa menta, pa kamilice, pa ker nismo imeli tobaka, smo uporabljali liste, jagode. Ok, torej hočeš reči, da si navlekel še druge na to. Tako, in navlečem jaz vse ostale. In jaz si pripravljam nekaj, da bomo skadili, nekaj, da damo v čaj, ne? In pridem jaz nazaj, ne vem, kje sem bil in opazim, ni več ne čaja, ne uno za tobak. In sem rekel, ste vi normalni, skadili ste mi vaš čaj. Skadili smo ti vaš čaj, ja, mislim, so ti, ne smo ti. So mi, ja, tako. Ej, ti zeliščar moj, Aha. Jaz imam tamle en čaj v refuzi, piše gor sicer vse, kar je. Za mehur, verjetno. Ne, pač dober je. Mi boš ti pol povedal, a delam kaj prav, a je treba kaj ven vzeti, a treba kaj dodati mogoče? Oziroma, kako pripraviti, kako... To je ful pomembno, odvisno od zelišča. Ene stvari pač se namakajo, ene stvari se samo poparijo, ene stvari se kuhajo, tako da pač... No, ko sva že pri namakanju. Saj ne druga, no, ampak videla sem, da je... Mikič pa Jan nista več najbolj prijatla in tudi take ostre besede so padle, da je Mikič rajš med iztrebki oziroma pobira iztrebke, kot da živi z iztrebki. Meni ta kmetija, ful mi je podobna ta kmetija teli naši politični situaciji ta trenutek, ne. Res se res nasmejem od srca, sploh Mikiču in vsem ostalim, res to je res, to je tako smešen. Sicer jaz jih težko razumem, ker oni govorijo jezik mladih, ne, ta retardancijo, ali kako se imenuje. Tako da je treba včasih kar prevrtim nazaj, no. Ampak zabavni so. Bi rabo skoraj podnapise. Pa dejansko, ja. V bistvu sem jaz mislil, da mene ljudje ne razumejo, ampak... Tukaj sta šla pa še korak dlje. V glavnem, ja, sem da ti povem, klan ne razpada, zdaj grejo vsak na svojo pot. Ja.
Narediva pauzo in potem razkrijeva seveda vso to štalo, ki se dogaja. Žiga je tukaj, štala pa je seveda na Radio Fantasy. Žiga, dobro jutro. Dobro jutro in fajn nas bo zmočil. A veš kaj, prav fajn je, da malo spere ta cvetni prah, ki je zunaj in vse druge leteče stvari, ker včeraj je bilo res hudo, no. Včeraj je bilo vse rumeno. Probleme s cvetnim prahom? Pa jaz imam probleme z ljudmi. Cvetni prah je še najmanj, ne? Tako. Bi rekel Mikić. No, Mikić, pa štala, pa kmetija, pa dej povej, kaj bo zdaj ta teden? Ta teden zdaj, ki prihaja, ne? Ja. Zanimivo. Ema bo postavila glavo družine. Jaz točno vem, jaz vem, za katero glavo se ona odloča, se pravi za spodnjo. Tako da verjetno pričakovano bo, kdo bo, jaz mislim, da bo Jan. Okay. Čim bo Jan, pa čim je bil nek razkol v klanu, to verjetno bo ful zanimiv. Ful zanimive so mi te igre, ki jih imajo gor na neki hišici na jasi, neke zlate potke. Mislim, ko gledaš, da so se blamirali za to zlato potko 4 tedne, pa kaj vse smo delali in kaj nismo delali za to eno zlato potko, ki ima kao poseben pomen, ki v bistvu na koncu Žan ni izkoristil te posebne potkve in jo je tako izkoristil za to, da Aleksandru ni dal hišico na klancu. Mislim, da je to velika neumnost. Mislim, jaz sem malo kar bil zmeden, a je bilo vredno vsega tega, vse te borbe, vseh teh kreganj za eno zlato potkvo, ki v bistvu na koncu ni imela takšnega pomena. No, ampak zlata potkva je drugače namenjena čemu? Ima neko super moč, dati neko opcijo, v primeru, ko jo rabiš, recimo, da ne greš ven, da lahko nekoga izločiš. Aha, v bistvu imuniteta varianta. Nekaj. Jaz mislim, da zbiranje zlatih potkov, ki jih imajo zdaj na hišici na Jasija, ti bo prinesel pot v superfinale, zbrati moraš čim več potkov, teh drugih, še novih zlatih potkov. Okay. Vsak teden so 3 nove. Mislim, tako da drugače pa vsi tisti, ki neredno spremljate, oziroma pa ne morete redno spremljati kmetije. Jaz gledam kar Kmetijo pod lupo, to so v bistvu bivši igralci. Pa highlighti. So highlighti noti, naredijo v 33 minutah povzetek. Tako da Nejc Abram, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Tako da jaz sem bil zadnjič tudi gostem, tako da ful zanimivo oddaja, pogledajte na YouTubeu. Drugače pa ja, če že ne moreš, poglej povzetek tedna z raznimi komentarji, tudi Ema tam pove marsikaj. Recimo jaz bi povedal v tej priložnosti, da Ema je bila not res grozna, res Ema, plasi. You have been a bitch. Ja, ampak jaz verjamem, da ona zunaj čisto drugačna, da je ona prava fina damica. Je pa iz Novega mesta, se veš, to pa tak, ne vem kaj ne rečem, to imajo nove mačanke, poznam jih par, ne bom sodil, No, ok, ne bova zdaj obsojala, veš kaj, Žiga, mene še zanima. Glede to, da ti si zdaj izpadel iz kmetije. Ja. Pa ko gledaš za nazaj, oziroma ko zdaj pač gledaš kmetijo. Za naprej. Mislim, za naprej. A veš, ko te več ni noter, bi si želel mogoče, da bi ostal, da bi doživel te stvari? O ne. Jaz sem tako vesel, da sem izpadel, pobegnil, ali ne vem, kako bi se izrazil. Tudi marsikdo mi pristop do mene reče, da zdaj ni več isto, da je čist beden, dobro, sicer to zdaj pač, valjda boš nekomu rekel, ki ga več ni noter, ni, da je pač beden, ker njega ni not, ampak, kaj ne rečem, malo je drugač, sicer je ful bolj meni zabavno, več je tega nekega klanja, več je nekega krega, kar seveda zamegli ves ta trud produkcije, ki hočejo prikazati te kmečke igre v polni luči, ne vem, kujejo neke žeblje na roke, verjetno, hvala Bogu, da me ni tam, ker bi verjetno tudi jaz tam cele dneve in noči delal.
Ja, Karmen je tudi rekla, da kar se tiče obsojanja s komentarji na samem spletu, je, da prijave za novo kmetijo so že odprte in da naj se pač ljudje prijavijo, pa da vidijo, kak je biti na kmetiji. Lahko. Žiga, hvala ti za današnji obisk, pa upam, da te danes ne bo preveč zmočil, sicer pa se iz kmetije si marsikaj navajen. Ja. Hvala ti, pa se slišva in vidva naslednji teden. Čau. Čau.